Lepo pozdravljeni. Danes bomo ponovno spregovorili o umetnosti, pa ne samo o eni, ampak pravzaprav o dveh, ki sta se spojili. Pa ne samo v knjigi, ampak tudi v človeku. Z mano je danes Dragomislej Mef. Lep pozdrav. Živijo. Ker sem se spojil, tudi jaz. No, se mi zdi, da se tukaj tako tvoji dve strasti prikažeta v enem izdelku. Sicer USB-ja nimamo tukaj, kjer je glasba gor, so samo pesmi zadaj, ampak je to mogoče en tak prvi skupni projekt, prva skupna knjiga, kjer je tako proza kot poezija? Ne, ni prva, druga je. Jaz sem že prejšnji album, Ljubljanska 45, je nastal tako, ne, s tem, da je tam tisti bil bolj, rekel, tekstualni del je bil bolj oseben, s tem sem pripovedoval zgodbe, ki so se dogajale pri nas v naši hiši na Ljubljanski 45 v 80-ih letih. Ne. Mi smo bili takrat, jaz sem redki, ki je bil na morju, pa je imel hišo. Ne. Mi smo zamenjali stanovanje v Kopru, v Olmu, za staro hišo v Izoli, takrat so se vsi smejali, ne. Danes sem ne več. Ne. Ampak in takrat so hodili vsi k nam, vsi frendi naši so prišli, ne, in tukaj so bili vsi Lašni Franci, vsi Kreslini in tako naprej, vsi Jani Kovačiči, Pankrti. Skratka, vsi te rockerji iz 80-ih let so prihajali k nam, ker je bilo na morju in ker je bil gor, je bilo pač strešje, ker se je dalo prespati in tako naprej, terasa in se je dogajalo marsikaj. Ne? In jaz sem malo tako spominsko šel skozi te stvari v tisti knjigi, tako da tista je bila, bi rekel, zelo neprimerna za današnje čase, ko je treba vse podatke skrivati. Ne? Jaz sem napisal na naslovnici, tudi Ljubljanska 45, da se ve, kjer stanujem. Ker tam se je to dogajalo. No in tam sem dodal tudi album Ljubljanska 45. Naredil sem pa to zaradi tega, ker meni nekako oni CD-ji se mi zdijo, da so ena vrsta odpadna roba, če danes pogledaš. Ljudje jih mečejo proč kar tako. Ne. Vinilke ne vržejo kar tako proč nekam v smeti. Ne. CD-je pa ja. Ne. In jaz jih imam tudi, ne, 3 omare, nabito polne, mislim, ne bom nikoli v življenju jih slišal. Ne. Sem rekel, kaj narediti, da ko narediš en album, da je nekaj, kar držiš v roki lahko. Ne. Zdaj, vinilko bi lahko delal, ampak še vedno ta generacija, ki posluša mojo muziko, oni so imeli gramofone, ma se jih več ali manj vrgli proč in novih niso kupovali zdaj. Ne. In mlada generacija pa ne bo poslušala mene. Če bom naredil vinilko, jo bom naredil zase, za svoj užitk. Pa tako, ne. In sem pa rekel, ok, naredimo, knjiga je nekaj takšnega, kar se da na polico lahko. In če je noter ali CD, ali ključek USB, ali pa link za povezavo, za dol pobrati album, je to. Ne. In tako je nastala tista in potem smo rekli, zdaj, ker je šlo zelo dobro, res smo zelo zadovoljni bili z odzivom, smo pa zdaj se lotili te nove novele, ker sem pa izkoristil ene take kratke zgodbe, ki sem jih jaz pisal, ne moje, tiste, ampak malo širše, ki sem jih pisal tam prelomu leta 2000, tam nekje. Ene se zdijo tako malo osebne, recimo o psu. Ja, dobro, to je. Mislim, takrat sem tudi o psu pisal tako, da so ga vsi poznali. Ne, in zato to ni bil moj pes, pa da sem jaz to nemal. To je bil en tak javni pes, ne, javno dobro. V bistvu vsi naši psi so bili ene vrste javno dobro. Ne. In prvi je bil Frik, ki je bil kokar španjel, ki je imel karakter, tako da mulci, ki so danes stari 45 let, ne, se ga spomnijo, da ko so šli po ulici, ko je bil on zunaj, so naredili tako ovinko okoli njega, čeprav ni nobenega ugriznil, ampak je pa kazal zobe. Ne. Potem je bil Balki, on je bil pa seks simbol, ne. On je po celi Izoli okoli me je spravljal skoraj v dolgove, ne. Z alimenti in tak bister, ko strela. Ne? Zdaj imamo pa Leonarda, ki je pa
šminkar, ne, on je pa pameten, ko strelja, ampak on je Sean Connery, ne, sam da je še živ, za razliko od Sean Conneryja, ne, on je tak terapevtski pes, ne, ko pridejo še majhni psički, ki se, veste, naš se boji psov velikih, pa sploh, pa se Leonard da dol, pa se vleže, tako da jaz sem tudi majhen, tako je dolg in meter in tako da. Tako da, tam sem moral napisati, ne, o psu tudi, o njem pa o ljudeh okoli njega, no. Kje pa so bile te nove novele, je to malo besedna igra tudi z naslovom, kje so bile prvotno izdane? To so v bistvu že objavljeni teksti, kje so bili? Zelo, nekatere, mislim, po moje na polovica je bila objavljenih že nekje. Jaz sem vsak toliko pisal za kakšen večer, pa sem pisal normalno za Primorske novice tudi, pa pisal sem tudi za eno revijo slovensko, kaj je bila, ki je prenehala izhajati, en tak slovenski start je bil, ne. Sem spomnil, za njih pa za kar nekaj časopisov, tako sem občasno napisal kakšne, to niso bile kolumne, to so bile bolj zgodbe, ne, tako, ker mi grejo bolj zgodbe skoraj kot kolumne, meni to pisanje o aktualnih stvareh mi je fajn, ampak jaz uživam pa, kadar še drobno stvarca tako. Od drobni, majhni, nepomembni stvarci lahko napišeš eno zgodbo, to mi je fajn. So pa vseeno se mi zdi, da prepredene tako z družbenim doživljanjem slehernika, ne? Hkrati so tako večne, ampak še vedno so tako kritične. Ker veš, to je tako, ne? Če živiš, dolgo se ti naplete dosti tega. Jaz sem bil pa še novinar prvih vsega, ne? In sem še vedno, no? Ampak takrat sem bil novinar, ne vem, ki je morda na televiziji, ali pa sem bil celo na SZDL, ne, na SZDL nisem bil več. In sem poznal stvari, ne, ni bilo težko dobiti tematike. Recimo tam, ko pišem o Titu, ne, pišem v bistvu o Viljamu Turku iz nekdanjega pridvora, ki je zdaj Sveti Anton, ne, o tem, kako je on nasprotil z vso politiko koprsko in obaljno, ki je Sveti Anton oziroma pridvor spustila iz plana za višinski vodovod, in on se zmenil z generalom Čadom na reki in je on v toliko težil, da je on poslal vojake, pa so skopali tiste. Mislim, to je pa ne zato, da bi pisal o njemu, ampak o takih ljudeh, ki jih danes manjka, ne. Kam so pa šli? So postali pametni in so začeli skrbeti zase. Veš, to je tako, on ni imel nič od tega, razen morda slave, recimo. On je bil na vrste Tito, ne, ampak to ne pomeni, da je on prišel v gostilno, pa so mu dali za stojn pit. Še zmeri vse bilo, vse tako, kot je treba, samo da so vedeli, da je bil Tito. Danes bi pa bili zadovoljni, da jim plače, da jim ni treba plačati, pa je to. Ne, to so te razlike. Mislim, delo v javno dobro je postalo huda redkost. Sicer pa, zakaj se imenuje ta knjiga Nova knjigozvočnice? To je ena beseda, moram priznati, da si je izmislila žena. In je zdaj že kar uporabljajo, kar številni sem opazil, ne, ker je knjigozvočnica, ker je knjiga in je zraven še zvok. Tisto je, pa ni to zvočna knjiga, ne, ker zvočna knjiga je knjiga, ki bere knjigo. Ne. Knjigozvočnica pa zato, ker je zvok posebej in lahko tudi nima veze s knjigo. V tem primeru recimo album ni neposredno povezan z nobeno stvarjo v tej knjigi. Ne. Album je... Kako to, da si se potem odločil za skupno izdanje? Zato, ker nekaj sem dal, zato, ker to lahko primeš tako in daš na polico, ne, in je tam. Ne. Če pa bi imel zdaj samo CD, ne, recimo, bi ga nekje nekam odvrgel, ali pa če bi bil ključek, bi ga pa itak zgubil. Ne. Tako da link pa tako, jaz se še nisem čisto najbolj navadil na poslušanje, ne vem, na
na telefonu. Jaz na telefonu nimam nič muzike, ne? Ti verjetno imaš nekaj, ne? Radio. Radio, dobro, radio je v redu, ne? Jaz se nisem še navadil čisto na to, da bi rekel, da mi je komod, da bom poslušal samo to, kar imam rad. To je meni ena čist brez veze odločitev, ker če boš poslušal samo to, kar imaš rad, boš poslušal eno in isto kar naprej. Če hočeš vedeti, kaj je novega, kaj ti mora všeč, moraš ali imeti prvič zelo dobrega prijatelja, ki to pozna, pa ti svetuje, ali pa poslušaš radio. Pa gledaš tudi lahko televizijo, ne, recimo ne oddaje, ne, ampak kaj sem, recimo, kaj videostopnice, videospotnice. Videostop je pri nas, ja. Kaj je, te nočni videi, ki so. Na nacionalni je pa Videotrak, ja, mislim, da zdaj. Tako je, te nočni, jaz tam vidim ogromno enih slovenskih izvajalcev, ki pojma nimam, da obstajajo. Se verjetno, kakšni so samo naredili en video, pa tako, ampak res polno perfektne muzike, perfektnih izvajalcev. Bo potem tudi kakšen nov videospot knjigozvočnic oziroma novel nastal? Ja, bo, enega imamo, ne, enega imamo, ki ga je naredil brez moje vednosti Andreja Flego v studiu, tam, ker smo snemali album na Tenerifah, oziroma, kaj sem ko se kliče, nikoli ne vem, kako je točno, ne. Tenerife se kliče tisti otok, ne, no in on je to naredil med tem, ko sem jaz, ne vem, kaj sem delal, je on snemal tam po studiu, ne mene, ampak naprave. V bistvu je naredil, po moje, se mi zdi, eno reklamo za svoj studio, ne, ki jo je podložil z mojo pesmijo, ne. Ampak skupaj vse je ratalo fino, lepo se gleda in tako naprej in upam, da bo kdaj zavrteli tudi tam, ne. Je pa tako, veš, upam, da bo tudi na TV Megafon kdaj zavrteli, ne. Je pa na nacionalki se vidi, kdo ima kakšne preference od urednikov in tisto, ne, potem se mora reči, da lepo naredijo, ne, en večer so samo kakšni ezoterični videi, ne, drugi večer so metalci, ne, in rockerji in tako naprej, tretji večer sam ženske in to. Bom videl, jaz nimam sreče z videi, veš kaj, kot prvo, jaz se ne želim kazati, ker nisem tip za video, ne. Čeprav predstavitev knjige, plošče, pa je bila tokrat celo v živo posneta. Ja, dobro se je, ja. Ne moraš se umakniti, ne, ampak nisem za to, se pa lahko pohvalim, da imam verjetno zelo umetniške videe, ne, ker jih je naredil, večino je naredil Davorin Mars, ki je en bolj cenjenih med slovenskih eksperimentalnih filmarjev še iz 80-ih let in zdaj tudi še vedno dela, ne, in so tako, ne, njegovi filmi so drugačni, ne, on je eksperimentalni filmar, kar pomeni, da mene ne gledajo nobeden do konca videa, ne, skoraj. Je pa tako, dokaz je, da je meni on naredil video za eno pesem, ki jo je posnel tudi en moj prijatelj Štefan Horvat, ki je v VDC-ju v Izoli, ki mu moram vedno dati eno pesem, da je on zapoje, ne, in on jo je zapel. In jaz sem posnel mu video njemu pri nas v galeriji, on je stal in pel in jaz sem posnel, tako, pa smo morali dati tudi na YouTube in na koncu me on 12krat več ogledal kot jaz. Z originalno pesmijo. To je tako pač, ne. Jaz se v bistvu verjetno ne gre izogniti tako v glasbeni industriji videospotom. Zdaj so že mislili ljudje, da bojo malo zamrli s tem, ko je internet prosperiral, ampak zdaj se kaže ravno spet obratno. V bistvu moraš, ne, mislim, vem, da zgleda brez veze, ne, ampak ti pošlješ pesem, single na radio, ne, in če ni zraven videa, ki bojo težko dali na kakšno lestvico, na kamorkoli, ker če pogledaš posod, zraven vsake pesmi je tudi en video. Ni treba, da je to vse velika umetnost, ampak
Celo jaz sem se že navadil, da pogledam video, ne samo poslušam pesem. Tudi zato, ker kvaliteta glasbe, samo ki jo poslušaš recimo na televizorju, nima veze. Kvaliteta v primerjavi s tistim, kar si ti posnel, je 4-krat manj, ker to je ono, to nisem nikoli razumel. Snemamo v studio 36 kanalov, ta frekvenca je to je malo, vse naredimo tako. Potem je to, ko imate, rečem, grem na radio, mislim, pokličem na radio, imam single, pravi, ja, pošli nam MP3. To je tako, kot da bi slikarju rekel, ja, pošli mi, sam ni treba rdeče, pa zelene, pa rjave barve, ne vem. Ja, signal se tako skompresira, ko gre ven iz radia, da verjetno ni razlike. Ni kompresiranje, to je samo določene frekvence porežejo, tisto njih je toliko manj, se pravi, da tisto, ki si ti delal, bojo slišali samo tuni v studiu, pa recimo tam, kamor pošleš, recimo v WAV format, bojo še nekaj slišali, drugače pa ne. Tudi mi pravimo, ja, vinilka, vinilka, analogna je boljši zvok, Kaj pa sam jih še uporabljaš vinilke? Ja, jih imam polno, ampak če bi vinilko posnel na analogni, na trak v studio z analogno mešalno mizo in jo potem urezal, tako potem bi to recimo bilo analogno, ampak če ga ti posnameš komad digitalno in vse, in pa ga urežeš na vinilko. Nisi pridobil nič, pač si dobil isto, kot bi dobil, če bi posnel na kaseto. Kasete se vračajo spet, Koliko pa recimo si daš opravka z glasbo, glede na to, da je nekako se mi zdi, da je tista najmočnejša točka pri tebi so vendarle besedila? Ja, jaz veš, koliko dam v glasbo, kolikor znam, je tako, da sem, imam to srečo, da dosti poslušam, Jaz nisem oni tip, ki bi mislil, da je bilo vse že posneto, pa da je treba tako. Poslušam tudi novo, vse, kar je novega. Recimo zdaj je prišel ven album od Curov, nov, po 12 letih, se mi zdi. In na videu njihovem, in na naslovnici albuma, in na videu je en kip od Janeza Pirnata, slovenskega kiparja. Misliš to, na naslovnici in cel video The Cure, mislim, tako pomembnega benda svetovnega, je Janez Pirnat, pokojni žal, kipar. Sta se srečala tam nekje na Braču, in sta se spoznala in tako je nastalo to. Recimo, jaz spremljam te stvari, kolikor pač ne, da se prav ampak jih ulovim, in tako tudi glasbeno. Zato ne želim, nekako mi ne gre, da bi jaz zdaj neke šansone delal. Jaz v bistvu bi moral delati šansone. Zakaj moral? Po tekstih sodeč. Teksti so narejeni v bistvu za šansone. In Mlakar mi tudi stalno reče, kaj delaš, te aranžmaje, daj dan ti s kitaro, pa naredi šansono. Jaz ne morem, jaz sem šel iz roka, jaz nisem šel iz ne vem česa, in jaz ne morem zdaj iziti nazaj. Jaz pač probam slediti naprej glasbeno. Nisem nikoli bil veliki glasbenik, jaz sebe tudi nimam za glasbenika. Če te bo če bi oddelili kdaj anketo, povete najpomembnejših, 30 obalnih glasbenikov, noben ne bo mene napisal. Ali pa tako, ne glasbenikov, pa reki kitaristov, ali pa pevcev. Ampak tvoja produkcija je izjemna, tudi verjetno si eden od najbolj plodovitih glasbenikov. Ja, ampak tako, eni so kitaristi in so glasbeniki, eni so tudi pevci, pa so glasbeniki. Na koncu vsi končajo pri meni, več ali manj,
da jim pomagam kaj narediti. Ne. Nimam pa tudi si ne želim tega. Jaz vztrajam, jaz sem novinar. Sem novinar, ki zna eno lepo število akordov na kitari in ki zna napisati besedilo in celo ga odpoje brez velikih fušov. Ampak to ni glasba. Jaz sebe ne poslušam, evo. Res, jaz sebe poslušam samo na koncertih, pa v studiu, ko snemamo. Ne. Ravno včeraj mi je žena rekla, ma si ti zdaj poslušal na slušalke ta svoj novi album? In sem rekel, ne, pa ga boš? Verjetno ne. Pa ne, da sem zadovoljen, sem zelo zadovoljen z njim. To je prvi album, ki ga sanjam. Res. Kot glasbo, vsebino? Ne, besedila ponavlja, kar naprej. Se zbudim zjutraj, celo noč študiram besedilo, kako gre, kaj prija tukaj, se zjutraj zbudim cel mačkast, jebem ti pesem, ne, tiste. In ne samo jaz, tudi žena sanja, tiste. Pa smo ugotovili, da nekaj je na tem albumu, da je morda malo drugačen od ostalih. Morda zato, ker sem prvič zares brez benda in obe. Kako je prišlo do te odločitve, v bistvu? Nisem imeli časa? Ali? Ne, veš kaj, tako je. Ne, po eni strani sem se jaz naveličal hoditi, igrati okoli, tako veš. Itak že nahodim na MEF, imam 50 let, pa pridi, ne, pa to ne grem, ne, ampak če se le da, grem zastojn, kakšnemu prijatelju, to ja, ne. Kaj ste imeli ravno lani s Sitarjem in s kom že turnejo? Pravzaprav po Sloveniji. No, ampak to so bili že koncerti, ne? S Sitarjem, pa s Kovačičem, pa z Poredošem smo bili. No, ampak po eni strani je bilo to, po drugi strani so me pa ugrabili in so me postavili pred dejstvo, da moram iti na Tenerife za 14 dni. In ko sem se izbranil kot hodič, ne, so mi dali vozovnico letalsko, ne. In ni bilo kaj, in smo šli za 14 dni dol. Težko je bilo, ne? Ženske so se sončile in hodile po trgovinah. Midva s Fregotom smo bila pa 12 dni v studiu zaprta od jutra do večera. Nisem niti taklo morja, ne? Čeprav sem bil na otoku, ne? Da bi ga moral. Ne? Je pa res, da smo pa zvečer, ko so prišli one iz te napornega dela nazaj v tisti studio njegov in hišo, ne? Smo šli v eno gostilno in smo tam nadoknadili vse, kar se je dalo nadoknaditi. Eno, pa drugo, pa tretje, pa tako. Drugače vrste, tekočin. Ja. Tako da, in zato v bistvu sva naredila album tam, ne? Tam je on imel zmenjeno z enim bobnarjem studijskim, pa z enim pianistom. Pianista ni bilo, ker je moral peljati na en drugi otok, na eno bolnico, ne? In zdaj kaj narediti, in sva šla v mesto in sva tam v eni trgovini glasbeni spraševala, če je kakšen studijski pianist še tam, pa so rekli, ne, to ne obstaja, tukaj pri nas, ne, na tem otoku, pa tam bila ena skupina ljudi, pa se en reži pravi, to je velemojster na klavirju. In smo dobili enega možakarja, starega skoraj 80 let, ne, ki celo življenje je igral v hotelih. To muziko, ena hotelska muzika, ma ne ravno jajca, da reče, ne, igra tako malo na džezi, ne, vse skupaj. In se je rekel, ne, nisem nikoli delal tega, ne grem, tisto bla, bla, bla. Dokler nismo prišli pogovor, kaj kdo posluša, pa je on rekel, jaz poslušam, jaz sem fan od James Taylorja, jaz rekel, jaz sem pa vse njegove albume in pa rekel, kaj res, in tako bla, bla, bla. In evo ga na koncu je končal v studiu pri nas in je odigral prvo pesem, se je ene 5krat bil že na vratih, da gre proč, ne. Da smo ga zmeraj zvlekla nazaj, ne. Potem pri tej tretji pesmi, ki smo jo snemali, je pa že imel ideja tudi on zraven, ne. Tam smo ga morali ustaviti. No in tako je nastal ta album, tako da na koncu smo samo še v studiu tukaj v Hendriksu je prišel Crgol, multiinstrumentalist,
veš, ker igra s Kraslinom, igra s Melkovi, igra s vsem, ne. In je prinesel s sabo en kup inštrumentov in tisto, kar smo rekli, tle bi pa še morda malo harmoniko, ne šel, harmoniko, tle bi pa dali trobento, pa šel odigral trobento, pa tako ne, se končke in smo poflikali vse. Pa to je bilo že zvadno ali ste improvizirali na mestu? Na mestu, ne, sproti smo se naredili, ne. Sproti, tako da je, in v 3 dneh je on tisto končal in evo ti. In zato eno beja ni zraven, ne, tisto pa, ker ni bilo časa, ne, za nje. Premajhen avion za toliko ljudi. Ampak zdaj Armando že z mano 2 novi zna tudi odigrati, ne, jih je skinil. Super. Jaz nisem benda, nobenih posegov delal, veš, zdaj pa bend, ne, pač tako. Ja. Pa imaš čas oziroma sploh voljo, željo do pisanja tekstov za druge? Nima časa, niti volje, ampak rečem ja, pa moram, ne. Slišala sem tudi eno zgodbo, mislim, da je Tulio Furlnič na enem intervjuju rekel, da si mu obljubil nekoč en tekst, potem pa te iskal, si se mu skrival in ti je trkal na vratih in potem si se skril v stranišče in v 5 minutah napisal pesem? Ja, no, to ni bil Tulio, ne, to je bil Danilo Kocijančič. Ja. Takrat je nastavljal Dober dan, pesem, ki je celo zmagala potem na melodijah Morja in sonca in jaz sem bil nagrado za besedilo in sem poslušal temeljitev vseh onih jambih in ne vem, kaj je bilo tam. Jaz sem bil kar zadovoljen sam s sabo, ne. Da sem pa Tulio to zdaj ravno kar naredil in tekst popravil mu in njegovo idejo, ki je imel. Veš kako, on prej mimo reče, kaj mi boš pogledal ti malo ta tekst, kaj mi reče, ne, kaj. Rečem, bom pogledal, kaj je tisto, ne, potem bom pogledal, pomeni, da v bistvu si rekel ja in da boš, ne. Tako da zdaj sem imel, moram reči, da predsinočem pa predpredsinočem sem imel kar naporno in sem moral napisati, sem napisal 5 besedil za 3 izvajalce. Od tega mislim, da ena bi znala, eden ali 2 bi znala biti kar fajn, taka lepa hita, kolikor sem slišal. Tako. Ampak, veš, to nikoli ne moreš reči, da bo neki hit, ne. Hit rata slučajno, ne, nekdo je na stranišču, pa mu zapaše tista melodija, pa rata hit, ne. Ampak očitno imaš nekaj, eni se trudijo po pol leta, da napišejo eno pesem. Misliš, da je mogoče to s tekstopisjem tudi malo, da ne rečem, posledica tvoje novinarske dejavnosti, kjer si navajen iz dneva v dan producirati? Verjetno, delno verjetno ja, tudi sigurno. Ne, veš kaj, meni v bistvu ni toliko problem napisati, bolj mi je problem to, da bi rad vedno nekaj povedal, neko idejo, neko odsaka mora biti, ne, kaj tisto. Recimo sem za Gregorja Ravnika napisal eno besedilo, sem mu napisal najprej eno klasično, tisto njegovo, veš, ljubezen, jagon, tisto, tako, ne. Pa tudi on ni bil lih navdušen, jaz pa tudi ne. Pol noči sem jaz lepo našel enega od viskijev, ki sem jih dobil za rojstni dan. Ne. Meni so za rojstni dan vsi prinesli viski, tako da jaz sem zdaj tam zalogal viskijev za 15 let. Ne. Da ne tega na javni televiziji govorite? Zakaj mi že me bojo napadli, a kaj? Jaz sem rekel 15 let. Zdaj vsi vejo, kje živiš, ne? Ja, itak, ja. No, v glavnem in sem se usedel in sem se lotil znova, ne. In sem obrnil vse narobe in sem napisal pesem sem napisal pesem o tem, kako je bila ena ulica včasih polna otrok, kako je bilo veselo, kako so se lovili, kako so se igrali to, gor dol, ne, in tako, kako tega zdaj ni, ne, tako, pa ko vmes tam v refrenu prije, pa tako, veš, pa na koncu refrena pa rečeš, ne, ampak in takrat, čeprav sva bila še oba otroka, ti moram priznati, jaz sem se s tabo najbolj rad igral.
To je taka. Ko že govoriš o polnih ulicah, tudi tukaj recimo v eni od novel pišeš o tem, sicer glede na to, da je bilo 20 let nazaj to verjetno napisano, pišeš o spremembi mesta v turistično mesto in kako naenkrat postane glasno in mogoče komu nadležno. Kako danes, 20 let potem, gledaš recimo na ta spis? Ker nekateri ravno zdaj pravijo, sicer je zelo polno, poleti prepolno, hkrati pa je tako gentrificirano, da po zimi ni ničesar. Ja. No, to je res, to je dejstvo. Veš kaj, vse je odvisno od tega, ali ljudje živijo tam ali ne živijo. Ne? Mi smo se dolgo časa hvalili, da v Izoli pa smo še zmeraj domačini. Ne? Ko zdaj pogledam mesto okoli moje hiše, ugotovim, da so samo 2 soseda, Pero tam sva še tam, pa še ena punca, ki ima socialno stanovanje. Vse ostalo so več ali manj stanovanja oddana ali v najem, ali pod najem, ali Airbnb, ali tako naprej. Ne. Veš, in mi se moramo prav truditi, da delamo kažine, da ostane mesto živo. Ne. Zelo veseli bomo vseh onih delavcev iz bivših republik, ki so prišli živeti v staro mesto, ker nekaj časa so govorili ljudje, ja, zdaj so pa tukaj samo Bosanci, pa so samo Makedonci, pa so samo Leoni. Prav veseli smo lahko, da so tam, ne, in da bojo, da držijo, hranijo malo življenja v mestu, ne. In tudi Albance bomo imeli radi, ne, da so tam, ker brez tega bomo tam umrli od dolgega časa vsi, ne. Ker mi Slovenci pa smo še za povrh vsega, smo še tako radi zatelebnjeni pred televizijo, ne, in ne gremo ven, ne. Kakšni drugi so bolj navajeni iti ven, pa so vsest, magar na pragu, ne. Mi pa ne, mi pa vsak služba, parkiran avto, tak, trgovina, domov, ne. In nismo mi neki narod družabne narave, ne. Mi smo taki bolj malo eni zdolgočaseni tipi. No, Ljubljanska ulica v Izoli tega zagotovo ne kaže. Ja, veš kaj, počasi spreminjamo. Ne? Naš cilj je, da naredimo iz te naše ulice študentsko naselje v Ljubljani leta 1980. Če bomo dosegli to, ne bo super. Volitve so že naslednje leto, če se ne motim. Ja? Ja. Ne, čez dve. Ja, čez dve. Ja. Kaj, misliš, da bi kandidiral, kaj? Kaj pa vem, lahko pa je to ena od točk na programu. Veš kaj, ja. Ne, jaz mislim, da jaz realno vem, koliko sem star, ne. In se zavedam, da to je eno posebno delo, ne, in jaz bi bil tako vesel, da bi našli enega mladega. Veš, danes je mladi, je že 40-45, to so mladi še vedno. Včasih si bil to že počasi za odpis, ne? Zdaj ni, zdaj pri 45 si v najboljših mladih letih. Ne? No in da bi našli enega takšnega kandidata za župana, ki bi imel to energijo, ki jo imaš pri teh letih in da hkrati veš, da nekaj ve, da ni en zatelebnjen tip, ne, ki ima samo ambicije, ampak da imaš nekaj drugega v glavi. So tako težko najti. Veš. Tisti, ki so dobri, imajo dobre službe. Ne. Tisti, ki so za Andrej, grejo pa v politiko. Ne. Žal, ne vsi, ampak mislim, veš, to je ta negativna kadrovska politika, ne, ki se nam vleče že dolgo časa. Ne, in mi je žal, da pridejo, veš, rečeš, Bentiš, ta bi bil, leko je pameten, ne, ta bi bil lahko predavan na fakulteti, to in to, ta bi lahko bil župan. Ne bo šel niti podrazno, ker ni neumen, da bo šel tam, da se bo moral prepirati s kakšnimi osli, tam teh stvarih to ne gre. Ne. In zato je pač tako, kot je. Ne. Jaz zdaj pa nimam te energije, da bi se šel te stvari,
upam, da bomo našli kakšnega, zato naš župan mora biti mlad upokojenec. Veš? Mlad upokojenec, nekdo, ki se je komaj lih upokojil, morda leto, dve uživa v pokojnino, pa gre lahko recimo za župana, ne? Ker pol ima še dovolj energije, ima dosti znanja in tako, dosti poznavanja in tako potem je lahko župan. Ne? Se pravi, iščemo mladega upokojenca za župana. No, evo, ena agenda. Jaz sem že star upokojenec. Ravno mislila reči, da odkljukaš vse kvadratke. Pride nam zmanjka časa. Bomo lahko videli še kak živ nastop, koncert, kjer boš novele predstavil zdaj do konca leta mogoče? Odvisno, kdaj bo to na programu, ampak mi smo, moram reči, jaz sem rekel, da bom bom bil malo pa Đorđe Balašević, pa bom tudi jaz rekel tako, zakaj bi delal 300 koncertov majhnih, če lahko naredim jih 10 velikih, ne? In sem rekel, ok, bom naredil 6 takih večjih koncertov in pol neham, pol si dam mir nekaj časa s temi nastopi. In sem poslal ponudbo na okolje in sem dobil 8 odgovorov, pravzaprav 9, ne 9 sem že zavrnil, ampak 8 sem pa rekel, ajde, ok. In imamo 8 predstavitev in začeli smo v Breginju, atraktivno, 10 stopinj Celzija tam na višini gor, koliko ne vem, 1200 ali koliko je. Pa potem v Kopru, potem smo imeli v Postojni zelo lepega, zdaj je na vrsti Ljubljana 12. novembra, potem je 21. novembra je Tolmin, 28. novembra je Sežana, 4. decembra je Nova Gorica in 13. decembra je Ankaran in potem spakiramo in rečemo čau ragazzi. To je to do novega leta? Ja. Po novem letu bomo videli, kako je, veš. Bo že nov album zunaj? Ja, pa skoraj. Jaz ti moram povedati, da sem en teden dni potem, ko smo prišli s Tenerifo, s tem novim albumom, ki ga niti znal, še nisem dobro, sem že zjutraj na posli vgatek, da se stavljajo neke nove pesmi, ne? Pa sem se moral ustaviti. Ne, navadi se prvo te. In sem potem se jih navadil in zdaj imamo že res lepe koncerte. Fine band, mladi fantje, sta Jaša in Gregor iz skupine No Air, ki sta že enkrat igrala prej z mano v enem projektu, 2 projekta nazaj. Potem je Aljoša sin, ki sem ga vzel za to, da dela razne zvoke, elektronske zraven. Potem imam enega super pianista, klaviaturista iz Italije, oziroma iz občin, no, da rečem, sam je Italijan, ki je izvrsten, in imam enega mladega kitarista, ki ga vsi občudujejo, in je vreden občudovanja, se kliče Maj in je iz Nove Gorice in je tak perfekt, malo čezer, malo tako, da igra s prsti, solira, ne, tisto tudi mi smo si gledali, kako to, da je perfekten, no in tak. In predvsem pa so vsi dobre volje, ne. To je meni super pomembno, da vem, da se oni režijo, tudi če jaz kiksnem kaj, veš, ti se pogleda, pa se oni, veš, to je fajn, to mora biti, ta energija mora čutiti in zato nam ni problem, zato igramo 2 uri pa 3/4 koncerte, brez kaj pa bi jih še, ampak organizatorji niso za to, ne. No, očitno bomo videli, koliko lahko organizatorje prepričate v podaljševanje koncertov, zdaj že zelo kmalu, ker se je nama čas pa vendarle iztekel. Se bom zahvalila za ta intervju, zgleda se bo kmalu spet kaj videla, če bo kmalu že novi album zunaj, če ne pa, kot rečeno, kaj od 12. dalje, v bistvu vsak teden koncerti. Ja, tako. Super. Nov album ne bo dolgo trajalo, ker jaz ne mislim že več 200 let in moram malo pohiteti, imam pa namen še vsaj 3 albume narediti. Ne? Odlično, ja. Super. Pa to ne do konca leta? Ne, drugo leto. Drugo leto, ja. Hvala, da si se udeležil današnjega intervjuja. Hvala tebi in pozdrav vsem. Vi ste v bistvu naši, ne? Mi smo začetniki televizije Megafon, ker je najprej bil TV Mandrač, ne, ki še zdaj obstaja. Ne. Ja, še vedno? Seveda, vedno obstaja TV Mandrač, ki ga gledajo tudi v Sežani, pa
pri nas, ne, in hodijo. To je kamera, ki že dela po mojem 20 let prižgana, brez da bi ukasali. Ona je tam in ljudje pridejo mimo po ulici in mahajo ženi upokojenci. Evo me, sem tukaj, prijem domov na kosilo. Super. No, hvala za reklamo. Moram zagotovo še preveriti. Sem mislila, da je že ugasnila kamera, ampak očitno ne. Še kar ni delala do smrtno. Odlično. Boš potem povedal, ko izključiva naše kamere, katera firma je, da ne reklamiramo. Okay. Hvala lepa. Hvala. Torej, dragi gledalci, le preverite nove novele knjigozvočnice Draga Misleja Mefa. Če ste pa mogoče zamudili kakšen del najinega pogovora, vas pa vabim, da si ga v celoti ogledate na YouTube kanalu Megafon TV, kjer boste lahko že uro po predvajanju na televiziji našli tudi tale intervju. Do prihodnjič, lep pozdrav!